V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Lepo pozdravljeni, dragi bratje in sestre. Še posebej bi rad pozdravil predsednike in podpredsednike organizacij, potem tudi poslance Državnega zbora, ki ste prisotni, svojce pokojnih in druge, ki ste prišli, da skupaj obudimo spomin na čas, ko je nastajala naša domovina Republika Slovenija. In da se še posebej poklonimo in molimo za vse padle za našo domovino. Mislim, da ni slučajno, da smo se zbrali na god svetega Benedikta Opata, ki je tudi zavetnik Evrope. Tako, Benedikt nas odpira širše še v našo domovino, širšo domovino Evropo, smo tudi državljani Evrope in prav je, da se zavedamo tudi svoje odgovornosti za njo. Benedikt se je dobro zavedal, da ni zadosti samo gospodarsko povezovanje, da ni zadosti samo moč, da ni zadosti delati na denarju, ampak da mora biti neka globlja vez, globlje vezilo. In zato je postavil temelje zahodnega meništva, pravzaprav duhovne Evrope. Benediktinci so njegovi duhovni sinovi. In oni so skrbeli za duhovni razvoj, lahko rečemo, v prvem času na evropskih tleh. Zato prosimo za vse to, kar nas združuje, kar nas povezuje, in prosimo tudi za to, da bi znali odstranjevati tisto, kar nas pa razdvaja. Priznajmo najprej svoje grehe in prosimo usmiljenja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas pripelji v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te,
Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemljaš grehe sveta, usmili se nas, ti odjemljaš grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. O Bogu vsem, ki so se posvetili tvoji službi, je s tvojo pomočjo sveti opat Benedikt, odličen učitelj duhovnega življenja. Naj tebe ljubimo nad vse in velikodušno spolnjujemo tvoje zapovedi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Moj sin, če sprejmeš moje besede in pri sebi ohranjaš moje zapovedi, tako da tvoje uho posluša modrost, svoje srce nagneš k razumnosti, da daš razumnosti svoj glas, če pokličeš razsodnost, če jo iščeš kakor srebro in jo zasleduješ kakor zaklade, tedaj boš razumel Gospodov strah in boš dosegel spoznanje Boga. Kaj ti Gospode daje modrost, iz njegovih ust prihaja spoznanje in razumnost. Odkrito srčnost ohranja pomoč in je ščit tistim, ki hodijo nedolžni, varuje steze pravice in čuva pota svojih svetih. Tedaj boš spoznal pravičnost, pravico in poštenost, sleherno dobro stezo. Poslušali smo Božjo besedo. Mi smo njegova ljudstvo, šli na njegove paše. Sklikajte Gospodu vsi prebivalci zemlje, služite Gospodu z veseljem, pridite pride z vriskanjem. Mi smo njegovo ljudstvo, šli na njegove paše. Spoznajte, da je Gospod Bog, On edini, On nas je naredil. Mi smo njegovi, njegovo ljudstvo, šli na njegove paše. Mi smo njegovo ljudstvo, šli na njegove paše. Zakaj Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota. Od roda do roda njegova zvestoba. Mi smo njegovo ljudstvo, šli na njegove paše. Alleluja.
Hristu Bogu. Aleluja, aleluja. Gospod z vami iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Jaz sem prava vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, katera ne rodi sadu, odstrani, in vsako, katera rodi sad, otrebi, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven kakor mladika in usahne. In jih poberejo, vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličanje mojega Očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje duhovniki, bratje in sestre, bom kar v senci vstal, zdaj je popularno iz sence govoriti. 35 let samostojne Slovenije praznujemo. Mislim, da lahko rečemo, da to res ni dolga zgodovina. Številni med nami se še dobro spomnimo tistih dni, ko se je odločalo, ali bomo smeli živeti v svoji državi in sami odločati o svoji prihodnosti. In zato je naša maša danes tudi izraz naše hvaležnosti. Hvaležnosti Bogu za Slovenijo, za njeno lepoto, za njeno kulturo, za vero naših prednikov, za vse rodove, ki so ohranjali slovensko besedo in narodno zavest. Ja, brez njihove zvestobe danes ne bi stali tukaj kot svoboden narod. Pred 35 leti ste mnogi pokazali izjemen pogum. Borili ste se za to, ker ste verjeli, da je življenje v svobodi najdragocenejši dar in da je za ta dar vredno tudi kaj tvegati in žrtvovati. In zato se danes s spoštovanjem spominjamo vseh žrtev osamosvojitvene vojne. Posebej pa se spominjamo vojakov teritorialne obrambe, Miroslava Molka in Antona Žaklja, ki sta na tem območju leta 1991 darovala svoje življenje za samostojno Slovenijo. Torej ni naključje, da smo prav tukaj na kraju, kjer je bila svoboda plačana življenjem. Takšni kraji so kraji spomina, hvaležnosti in odgovornosti. Njuna žrtev ni le del zgodovine, ampak je vprašanje za vse nas. Lahko bi rekli vprašanje vesti za vse nas. Kaj bomo pa mi storili z darom svobode, ki sta ga pomagala braniti? Njima naj Gospod podari večni mir, ampak nam pa hvaležno srce, ki ne pozablja. Domoljubje ni glasno vzklikanje parol,
ni mahanje z zastavo enkrat na leto. Ampak domoljubje je veliko bolj zahtevna krepost. Domoljub ni človek, ki trdi, da je v njegovi domovini vse v redu in vse prav. Ampak je domoljub človek, ki vidi tudi napake, vendar nad svojo domovino ne obupa. Kdor ljubi, gradi, ne beži, povezuje. Ja, za Slovenijo tudi lahko rečemo, da ni popolna. Tudi nikoli ne bo popolna. Tudi nobena družina ni popolna in noben narod ni brez napak. Če imamo radi svoje starše, čeprav vemo, da niso popolni, zakaj ne bi imeli radi tudi svoje domovine, ki nam je bila zaupana? Mogoče včasih preveč kritiziramo, sliši se veliko kritik, ampak manj slišimo vprašanje, kaj lahko storim za svojo domovino. Države ne gradijo predvsem zakoni, gradimo jo ljudje. Gradite jo očetje in matere, ki otroke učite poštenosti in vere. Gradite jo mladi, ki ne iščete le osebno korist, ampak želite prispevati k skupnemu dobremu. Gradijo jo učitelji, zdravniki, podjetniki, kmetje, delavci, duhovniki, prostovoljci. Vsi, ki svoje delo opravljamo vestno in se trudimo za poštenje. Slovenija bo toliko dobra, kolikor bomo dobri njeni ljudje, njeni državljani. In se mi zdi, da je tukaj naša naloga zelo velika. Ljubezen do domovine se začne tam, kjer živimo po evangeliju, kjer spoštujemo resnico, kjer varujemo življenje, kjer držimo besedo, kjer odpuščamo, kjer ne razdiramo, ampak povezujemo, kjer nam ni vseeno za skupno dobro. Svoboda ni samo pravica, svoboda je tudi, ali pa najprej mogoče celo, odgovornost. Samostojna država ni samo dediščina, ki smo jo prejeli, ampak je tudi naloga. Naloga, ki jo moramo izpolniti. Vsak rod mora znova dokazati, da je vreden svobode, ki mu je bila zaupana. Ne z orožjem, ampak s poštenostjo, s pravičnostjo, z delavnostjo, z medsebojnim spoštovanjem, z zvestobo resnici. Zato, ko danes molimo za našo domovino Slovenijo, ne prosimo Boga predvsem zato, da bi bila še bogatejša, tudi zato, ampak ne predvsem zato. Prosimo ga za njene državljane, kajti največje bogatstvo naroda so ljudje z vestjo. Ljudje, ki znajo razlikovati med dobrim in zlim. Ljudje, ki imajo hrbtenico. Ljudje, ki tudi takrat, ko je težko, ostanejo zvesti resnici in dobremu. Mislim, da takih ljudi danes res potrebujemo. Naj bo 35. obletnica slovenske samostojnosti priložnost, da obudimo svojo hvaležnost in svojo odgovornost. Domovino ljubimo zato, ker je naša, in prav zato želimo, da bi bila vsak dan bolj pravična, bolj poštena, bolj povezana in bolj človeška. Prosimo danes Gospoda, blagoslovi državo Slovenijo, varuj naš narod, daj modrost tistim, ki vodijo državo, pogum tistim, ki branijo resnico in zvestobo vsem nam, da bomo znali ohraniti in izročiti prihodnjim rodovom domovino, ki bo vredna njihove ljubezni. Ja, dolžni smo to, da bodo tudi mladi rodovi, tisti, ki prihajajo za nami,
lahko ponosni na našo domovino, Republiko Slovenijo. Bog jo blagoslovi. Amen. Bratje in sestre, zaupajmo nebeškemu Očetu svoje prošnje za našo domovino, za naš slovenski narod in za ves svet. Za Cerkev, da bo v našem narodu pogumno oznanjala evangelij, branila dostojanstvo vsakega človeka ter utrjevala vero, upanje in ljubezen. Za našo domovino Slovenijo, ki letos obhaja 35 let samostojnosti, da bi jo gradili na resnici, pravičnosti, medsebojnem spoštovanju in odgovornosti za skupno dobro. Za vse, ki nosijo odgovornost v javnem življenju, za državne in lokalne voditelje, poslance, sodnike, vojake, policiste in vse javne uslužbence, da bodo svoje poslanstvo opravljali pošteno, modro in v službi človeka. Za vse, ki so se ob osamosvojitvi zavzeli za svobodno Slovenijo, posebej za padla vojaka teritorialne obrambe Miroslava Molka in Antona Žaklja ter za vse žrtve osamosvojitvene vojne, da jim Gospod podari večno življenje, njihov spomin pa naj nas navdihuje za odgovorno ljubezen do domovine. Za slovenske družine ter za mladi rod, da bodo odraščali v spoštovanju do Boga, do človeka in do domovine, ter znali ceniti svobodo kot dar in odgovornost. Za vse Slovence doma in po svetu, da bi ostali povezani v medsebojnem spoštovanju, ohranjali slovenski jezik, kulturo in krščanske korenine ter s svojim življenjem bogatili naš narod. Za nas, ki smo se danes zbrali pri tej sveti maši, da bi ljubili domovino s poštenim delom, odgovornim življenjem in pripravljenostjo služiti skupnemu dobro. Nebeški Oče, usliši naše prošnje. Blagoslovi našo domovino Slovenijo, varuj njen narod in nas utrjuj v veri, da bomo odgovorno gradili prihodnost v miru, pravičnosti in medsebojni ljubezni. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev svojih rok, hvala in čast svojemu imenu,
Gospod naš Bog, na god svetega Benedikta, blagoshodno sprejmi te darove. Po njegovem zgledu naiščemo samo tebe in zvesto službo prispevamo k miru in edinosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo. In tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuješ s praznikom svetega Benedikta. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem. Z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti Gospod, vsega sveta. Nebesa in zemlja je slava. Hosana na ščita, blagosloven, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hosana na ščita. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo srcemo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, ponižno prosimo, svoje razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje, padlih v vojni in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, tvoje oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In z vami duhom. Samostojna, svobodna Slovenija je velik dar, je Božji dar. Sprosili smo to svobodo in neodvisnost prav tudi z veliko molitvijo. S kakšnimi žrtvami se spomnimo, so mnogi prispevali tudi duhovno za svobodno domovino. Ampak to gradimo predvsem pa s tem, da smo si med seboj bratje in sestre, to, kar hoče Jezus, ko je rekel, med seboj se imejte radi, delajte za mir in za edinost. In mislim, da smo vsi tukaj izbrani za to, da si želimo pomagati drug drugemu in graditi tudi na ta način našo samostojnost in svobodno Slovenijo. Podajmo si roke.
Poglejte, jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in zdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Molimo. Dobri Oče, prejeli smo hrano za večno življenje. Naj ti po naukih svetega Benedikta zvesto služimo v molitvi, vse ljudi pa kot brate ljubimo v dejanju. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod je z vami. Blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo in živimo v miru.
Končan je prvi del današnje slovesnosti. Hvala gospodu župniku Jerneju Marenku iz župnije Rovte za darovano mašo. Pričenjamo z drugim delom slovesnosti, zato prosim praporščake, da se pripravijo za pozdrav. Spoštovani svojci Antona in Miroslava, spoštovani podpredsednik Združenja VSO, gospod Franci Feltrin in spoštovani predsednik Združenja VSO Logatec, gospod Jože Leskovec, spoštovane poslanke in poslanci Državnega zbora, spoštovani praporščaki veteranov vojne za Slovenijo in Združenja VSO ter spoštovani obiskovalci in obiskovalke. Dobrodošli na današnji spominski slovesnosti. Junij je mesec, ko se pomlad prevesi v poletje in tudi slovenska pomlad je od nastopu poletja leta 1991 doživela svoj vrhunec. 25. junija je bilo 35 let, kar je bila razglašena neodvisna samostojna država Republika Slovenija. Vojna, ki se je začela z razorožitvijo teritorialne obrambe takoj ob nastopu prve demokratično izvoljene Demosove vlade, je svoj pravi obraz pokazala z odkritim napadom JLA na mejne prehode. 35 let kasneje se teh dogodkov spominjamo z raznimi proslavami, med katerimi je tudi na desetine različnih dogodkov po slovenskih krajih, ki jih organizira Združenje VSO. Eden lepših izmed njih je slovesna sveta maša v stolnici, s katero se spomnimo konec vojaških spopadov in se Bogu zahvalimo za veličastno zmago v tej vojni. Po vsem tem praznovanju pa sledi spomin na tiste, ki so v tej vojni izgubili svoja življenja. Tukaj, na Cesarskem vrhu, se poleg vseh, ki so stali v bran svoji domovini, še posebej spominjamo naših rojakov, Mira in Zvoneta, katerih življenji sta se tragično končali prav tu, na bližnjem križišču. Preden začnemo s kulturnim programom, v katerem bodo, tako kot pri sveti maši, sodelovali trobilci pod vodstvom Roberta Albrehta,
in pevci obrtniškega mešanega pevskega zbora Notranjska pod vodstvom Janeza Gostiše bi k pozdravnemu nagovoru povabila še predsednika VSO Logatec, gospoda Jožeta Leskovca. Spoštovani podpredsednik Združenja VSO Franci Feltrin, spoštovani gospod župnik Jernej Marink in ostali gospodje, spoštovani poslanci Državnega zbora, vropoščaki, svojci. Preden nadaljujem program, predlagam, da se z minuto molka spomnimo vseh prej omenjenih in vseh že pokojnih, ki so takrat stali v bran domovini. Slava jim in naj počivajo v miru. Letos praznujemo 35 let samostojne države in tako organizirano se že 13. leto srečujemo v tem kraju spomina. Veliko smo dosegli v tem času lastne države in še več bi lahko. Če se ne bi nenehno ozirali nazaj po polnih loncih mesa, ki pa so bili v našem primeru smrdljivi in prazni. Zakaj omenjam polne lonce mesa iz časov, ko je Mojzes rešil Izraelce iz egiptovskega suženjstva in kaj imamo Slovenci kot narod skupnega svetopisemsko izvoljenim ljudstvom? Na prvi pogled nič. Ko pa nekoliko bolj podrobno pogledamo staro zavezno zgodovino izvoljenega ljudstva, pa kaj kmalu dobimo prav zanimive vzporednice. Ivan Cankar je pisal, kako je Bog namenil ta košček kraja na zemlji veselim ljudem. Po stoletjih tujega vladanja se je z odhodom zadnjega tujega vojaka in priznanjem naše države v skoraj evforičnem zanosu zdelo, da to res živijo veseli ljudje. Tudi Izraelce je Bog po služabnikom Mojzesu izpeljal iz Egipta v obljubljeno deželo, ki pa se je takrat, tako kot mi, kaj kmalu pozabili na svojega rešitelja. Še preden so do nje prispeli, so Boga zavrgli in godarjali nad Mojzesom, češ, da je bilo v Egiptu bolje. Njihov spomin je zelo hitro bledel. Prav spominom pa ima tudi naše ljudstvo težavo. Vem, da je v času rešitve iz Egipta informacija potovala bistveno počasneje kot danes, prav to pa je še bolj zaskrbljujoče. Doba globalne informacije je verjetno na vrhuncu razvoja. Če v svoji človeški logiki še razumem zavedenost in dvom Izraelcem nad svojim vodjem Mojzesom, nikakor ne morem razumeti mnogo bolj izobraženih v naši domovini, ki še vedno presegajo na Egipt in si vedno znova iz skupne zlatnine ulivajo zlata teleta. Izraelovo ljudstvo je tako 40 let tavalo po puščavi. Njihova pot do obljubljene dežele je bila težka, skoraj nemogoča in večkrat so se oddaljili od Boga in Mojzesa. Mi tavamo in se iščemo že 35 let in upam, da v naslednjih 5 letih pridemo do cilja prave demokracije. Slovenija je samostojna in neodvisna dežela. Manjka pa nam še resnične demokracije, kjer bodo zakoni veljali za vse enako. Danes se prevečkrat pokaže, da tisti, ki častijo zlato tele in obujajo nostalgijo do Egipta, spadajo med prve razredne. Ostali pa... Bili smo zraven, ko je egipčanska konjenica končala v koprskem pristanišču. Videli smo, kako se je njih moč pogreznila v daljavi Jadranskega morja. Videli smo in bili smo veseli ljudje. Morda preveč veseli, da nismo opazili njihovo vrnitev.
sprva smelo, boječe, z leti pa vse bolj odkrito in agresivno. Mi pa smo bili še vedno veseli in vse bolj zaupali v zlato tele, ki bo v naše dobro vsijalo ob žarometih TV ekranov. Tako smo verjeli to tele, da smo se kot Izraelci v poplavi lažnih prerokov, spregledali in zavrgli svojega odrešenika. Imamo svobodne volitve in te zadnje so prinesle kanček upanja, da tako kot Mojzes pretopi zlato tele in ga zmelje v prah. In prav vsi, ki danes živimo v raju pod Triglavom, se bomo morali veliko bolj potruditi, da ne bodo nekoč tu živeli drugi veseli ljudje. Ljudje, ki ne bodo poznali Cankarja, Prešerna, Trubarja in v svojem jeziku uporabljali dvojine. Da ne bodo izginili kozovci, da ne bodo številne cerkvice dobile okrogle zvonike brez zvonov. Tudi Bog nam ne bo pomagal, če si sami ne bomo. Pred nami so nenehno novi izzivi. Spodbujajmo in podpirajmo tiste, ki jim je zemlja slovenska, kultura in vera naših prednikov sveta. Še zdaleč ne drži, da so vsi isti. Prav vsi imamo korenine nekje na kmetih in verjamem, da je nekaj kmečke pameti še ostalo v zavesti Slovencev. Samo malo te pameti pa je potrebno in nekaj naše volje, da sanje naših prednikov in sadovi naših del ne bodo zgolj kratko obdobje dežele veselih ljudi pod Triglavom. Srečno Slovenija! Hvala gospodu Leskovcu za te besede. V letošnjem letu, ko naša država praznuje že 35 let, je v sodelovanju Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, občine Logatec in podjetja Trumpet Katja Albrecht SP na pobudo Roberta Albrehta nastal projekt, s katerim smo želeli prispevati k pevskemu izražanju domoljubja med mladimi. Tako je skladatelj Marjan Grdadolnik uglaspil pesem Igorja Pirkoviča z naslovom Kako si lepa domovina. Zamešani ali mladinski zbor z možnostjo instrumentalne spremljave. Skladba je bila javnosti prvič predstavljena 14. junija na koncertu v Logatcu v izvedbi mlade trobilne zasedbe Glori Bras in obrtniškega mešanega pevskega zbora Notranjska. Slednji je skladbo že čez teden dni ponesel preko državne meje in jo zapel na festivalu v Bratislavi. Dan kasneje pa še v Slovenskem pastoralnem centru na Dunaju. Danes ji bomo lahko prisluhnili tudi tukaj. Thank you.
Igor Perković, Miroslavu Molku in Antonu Žaklju v spomin. Tu na Cesarskem vrhu sta končala svojo prekratko zemeljsko pot. Hvala Anton in Miroslav, hvala. Naj vaju varuje večno Gospod. Komaj izcvetela sta za domovino, dala mladost sta in sanje za njo. Dala življenje sta svoje edino, svojci pogrešajo vaju zelo. Vendar v uteho ponos jih preveva, na njuna sinova, na častna moža. V mislih so z vama in ni bilo dneva, da ne bi spomin brisal solze srca. Ko nam bo solzica stekla po licu, v vajin spomin naj obriše jo dlan, ker sta domovine odzvala se klicu in nista umrla za manj. Da je Slovenija pred 35 leti postala domovina vseh Slovencev in kasneje tudi nov dom prenekaterim Slovencem, ki so živeli v tujini, je med drugim zaslužen tudi naš današnji govornik, gospod Franci Feltrin. Franci Feltrin se je kot predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa dolga leta zavzemal za tesnejše povezovanje matične Slovenije s slovenskimi rojaki po svetu. Sodeloval je pri oblikovanju prvotnega predloga Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja in se zavzemal za idejo o domu za Slovence po svetu. Kot član stranke Zelenih je bil med ustanovitelji Demosa. Leta 2022 je od predsednika države Boruta Pahorja prejel red za zasluge pri povezovanju Slovencev v izseljenstvu in za pomoč rojakom pri vračanju v domovino. Gospod Franci, beseda je vaša. Spoštovani in spoštovane, lep dober dan vsem. Poseben pozdrav gospodu župniku in njegovim somašnikom. Bil sem presenečen in zelo prijetna maša je bila. Hvala govorniku VSO-ja. Moram prinesti pozdrave gospoda predsednika Lojzeta Peterleta, predsednika VSO-ja, ki je trenutno v rehabilitaciji oziroma je bolan, bil je v bolnici pa nekaj posege. Moram reči, da ste me izvali, prvo me je izval župnik, ko je dejal, da je treba tisto, kar je dobro, vzgajati. Se strinjam. Bilo je leta 90 oziroma, da grem 88, ampak 90. leta, kot je že gospa, ki je napovedala, sem bil član Zelenih Slovenije. Zakaj sem postal član Zelenih Slovenije, je druga zgodba, prej sem je Društvo za varstvo okolja in tako naprej. Ampak moram povedati, tisto, kar je župnik rekel, treba je vztrajati. Vztrajal sem, čeprav sem vedel, ko sem prišel, da rečem tako, v gnezdo, tisti, ki so prišli z CK-ja in so se predstavljali kot tovariši in tovarišice, so pozdravljali, mene pa niso poznali. Ampak sem vztrajal. Vztrajal sem zato, ker sem hotel, da ne gre več naprej tako. Bil sem v službi, bil sem v komerciali, imel sem dobro službo. Ampak zgodilo se je drugo. Bil sem izvoljen po nekem naključju, kar nisem prej pričakoval. In ko smo 8. maja imeli ustanovno sejo izvršnega sveta in smo izvolili gospoda Franceta Bučarja za predsednika, moram reči, da smo bili prepričani, da bo šlo dobro naprej. Ampak kmalu se je izkazalo, da gospod Bučar z vso čast mu naj bo dobro tam, kjer je včasih malo preveč, bi rekel, na tisto stran, ki je bila prej in nas ni poslušal. Da smo osamosvojili Slovenijo oziroma da od tega prišli,
moram izreči vsem, ki smo bili v času Demosa, ki smo ustrajali, ki smo bili prepričani, da je treba v samostojno Slovenijo. Prvič bom povedal svojo zgodbo, ki jo še javno nikoli nisem, kaj sem doživel. 21. junija leta 90 me pokliče gospa Spomenka Hribar domov in pravi: Franci, jutri greš v Beograd. Zakaj? Jutri je ustanovna seja ali pa seja, ki jo je sklical Šešelj, da se ga udeležijo vsi predsedniki oziroma predstavniki novo ustanovljenih strank, demokratičnih strank iz Jugoslavije. Da bi pomagali, kako ponovno ustoličiti in oblikovati Jugoslavijo. Seveda mi je tudi povedala, da bodo vsi tudi iz opozicije, recimo pokojni gospod Potrč, Jože Školč in Viktor Žakl, tam in da naj se ne bojim, da bo vse v redu. Seveda mi je pa tudi naročila, da moram zastopati stališče Demosa. Demos pa je imel v svojem programu osamosvojitev Slovenije. Ko sem prišel v Beograd, ni bilo nobenega od teh naštetih. Bil sem sam iz Slovenije. In ko čakam, tam bom to spustil, v dvorani, ko je prišel gospod Marojevič, ki se ga najbrž nekateri še spomnite, imel je po svojo stranko na oder in je začel čez Slovence udrihati. Da so oni reveži v Sloveniji, da so Srbi zaničevani in ne vem kaj še vse. In da ima on svojo vojsko, ki bo branil, da ne bo Slovenija šla v samostojnost. Imel sem, zaradi varnostnih razlogov sta prišla dva, ki sta me nekrat varovala, jaz se tega nisem počutil ogroženega. In sem mi rekel, ja, boš rekel. In res grem gor predsedujočemu, sem mu povedal, da bi se rad oglasil. Ampak je rekel, sem rekel v slovenskem jeziku. Joj, praviš, nimam nikogar, ki bi prevajal. Ob njem je sedel zdravnik iz Varaždina, pa hitro rekel, Krp, jaz znam slovensko, moja žena je Slovenka, pa jaz tudi znam. Krpe. In čez čas me pokliče, kot seveda, moram povedati, so tudi prej vsi vdrihali čez slovenski nacionalizem in tako naprej, vse to. Ampak, da zaključim bolj. Pridem gor in jih pozdravim tako kot danes, lep dober dan, lep pozdrav iz Slovenije, pozdrav naše koalicije Demos. Veste, kaj se je dvignilo? Cela dvorana je tulila, da ne me vrže iz dvorane. Po njihove baci ga in vse so metali, kar so imeli papirja. Jaz čakam, da bo predsedujoči to ustavil in jih ustavil. In potem še ponovim, ampak bom šel naprej. Nazadnje sem pa rekel, sem šel gor, sem rekel, veste, ne bom več uporabil slovenskega jezika. Jaz sem mislil, da smo bratje, tako kot so nas učili. Vi ne porazumete slovensko, jaz pa razumem vas in znam tudi vas. Jezik in znam celo cirilico dobro. Nas so učili. Vam povem samo nekaj, da danes ste me pa točno prepričali, da Slovenija mora biti sama. Mora iti iz Jugoslavije, se jo ne marate. Poglejte, kako ste me izžvižgali, popljuvali vse. Nikaj. In to bom sporočil vodstvu Demosa, da je čas, da odgremo iz Jugoslavije. Pika. Kaj se je zgodilo? Vam povem, ko sem prišel nazaj, me do danes, nihče od takratnega vodstva Spomenka Hribar ostali ni vprašal, kaj se je dogajalo v Beogradu. Jaz sem čakal. Imel sem vse papirje, čakal sem. Ampak zgodilo se je tako, da sem čez 14 dni dobil delavsko knjižico, kjer sem bil zaposlen kot komerciali. O pol enih sem prišel tja, ker sem v Ljubljani imel en opravek in mi tajnica prav, tle imaš knjižico, di je direktor dal. Jaz mislim, da me ukapljate. Po 28 letih službe dobiš knjižico in sem šel v Ljubljano, samo še to, in sem se, moram reči takrat hvala, takratnemu sekretarju Markotu, ki je bil iz prejšnjega sistema sekretar skupščine in pride prav, se tam pogovarjam z Bučarjem, prav Franci, kaj jaz rekel,
knjižico sem dobil, rekel, da je me. In jo vzame in gre gor in prav naslednjo jutro pride v službo. In seveda sem bil služil. Ampak 30% nižjo plačo sem imel. Tam sem bil čist navaden pisun, ne. Ok, v redu, preživel se, ampak bila je velika šola, spoznal sem ljudi, eni kot drugi in sem vse brskal. Tako da vem, kako je to potekalo. Bil sem podpredsednik Demos kluba in še nekaj. Ni bilo tako lahko osamosvojitev, kot se danes včasih prikazuje. Bilo je. Napori so bili. Moram pa reči tudi, vedno ponovim, dr. Ludviku Toplaku, hvala, ki je zelo veliko pomagal in mi dva sva dobro sodelovala, da smo pridobili, ker zakoni o osamosvojitvi so jim morali biti z 2/3. Mi smo imeli pa sam 126 poslancev, morali bi pa 161, da bi sprejeli zakonodajo o osamosvojitvi, o državljanstvu, o zastavi in tako dalje. En kup stvari. In kdo je nam več pomagal? Največ sem dobil teh, da so glasovali za naš zakon, za našo osamosvojitev pri mladih, za SMS takratno. Bili so mladi, niti so bili, ne, niso bili v službi, eni so se študirali, pa sem jih tako, pa so včasih rekli, ja pa zakaj? Sem rekel, veste kaj, gre za samostojno Slovenijo, sem rekel, za tebe ne morem, ni noben za mene, za samostojno Slovenijo gre. Moram, že sem jih pridobil. Ne bom nikoli pozabil, ki je enkrat Školč prišel k meni in rekel, ti pa general, zakaj pa vse moje ljudi lobiraš? Si ko čakaj, Jože, za samostojno Slovenijo se gre, ne za mene. Jaz tiščem glasove. In tako smo mi res izglasovali, čeprav ni bilo vse tako do konca, šele marca meseca, po 15. marcu, ko so že res grozili nas politikom in tudi skupščini z Beograda, kaj bodo, da bodo zasedli in tako naprej, smo vedeli, so se tudi levi nekako unesli. Da grem nazaj, za plebiscit, preden smo na plebiscit šli, smo morali po naročilu Kučana, Milana Kučana, ki je bil predsednik predsedstva, pridobiti tudi opozicijo, da bo glasovala, ker smo spet morali imeti 2/3, za zakon o plebiscitu. In res smo to izglasovali, podpisali 4. decembra, pardon, 4. decembra. In 23. in podpisali vse, kako bomo posodelovali. Jaz imam to kopijo še doma. Ko smo imeli 18. januarja leta 1991 prvo sejo po prve zakone o osamosvojitvi že predložene, niti enega glasu nismo v opoziciji dobili, ampak polena. Tako da ni bilo tako enostavno, ker so takoj nas zavrgli in kot sem prej povedal, po 15. marcu se je to spremenilo, ampak tudi ne vse. In to je trajalo veliko, jaz veliko krat pravim, hvala vsem osamosvojitelji oziroma vsem, ki ste sodelovali v času teritorialne obrambe, tudi jaz sem imel sina takrat tam. Ampak mi smo pa skoraj leto dni tudi sodelovali v parlamentu, ki ni bilo lahko. Če ne bi izglasovali vseh deklaracij, vsega ne bi bilo. Če veste, da smo šele 24. junija leta 1991, zjutraj proti jutri, ura proti 4, sprejeli, kakšna bo zastava. Zato je taka, kot je. Ni bilo prej volje, ni bilo nikakor ne. Smo pa tudi začetek maja sprejeli proračun za leto 1991, da smo lahko orožje nabavili, ki je bilo pa že zelo težko. Tako da osamosvojitev je bilo. In ko je moj predgovornik rekel o polnih loncev egiptovskega mesa. Ja, veste, danes se po mojem, sem razmišljal, upirajo te osamosvojitve oziroma imajo nostalgijo po Jugoslaviji in po socializmu, tisti, ki so njihovi predniki imeli najbrž polne lonce mesa. Mi ga nismo imeli. Pač je bilo tako. En je tam, en je tam. Tisti, ki smo živeli nekje ob robu, jaz moram reči, da jaz vedno pravim, veste, je lepo, bil sem mlad. Kaj pa ne? Mladost je norost in mladost je tako in takrat smo živeli po svoje, nismo pa bili v parti, nikoli nekateri, kljub temu, da je bilo, jaz sem pač Primorc,
rojen v hiši, oče moj bi tigrovc, so ga Italijani peljali, ko sem bil star 3 dni, 8 otrok v hiši in so hišo zasedli partizani. In mama mi je vedno rekla, da so me partizanka, ena je bila, ena Nada, učila govoriti in prve korake. Zato sem tudi imel tako priliko, kot da sem je 5-krat v življenju vprašal, če se upišem v partijo, sem rekel, pa kaj pa se vi? Mene so partizanke učile govoriti, vas pa niso. Nimam kaj delati, tam mesto s nama. Tako da sem se rešil vedno tega in to je bilo zadnjikrat, ko so me to vprašali 75 leta. In prišel je mlad oficir, ok, tako je bilo. Zato jaz polagam srce na sedanje poslance, da vzdržijo. Pritiski so bili tudi takrat. Naj se vzdržijo tudi slabih navad oziroma pljuvanja po opoziciji. Jaz sem takrat zelo pazil in sem tudi druge navadil, da nikar ne pljuvamo po opoziciji, zato ker je bomo rabili. Jaz sem bil tisti, ki sem mogel kot podpredsednik poslanskega kluba jeti med mlade in vse skupaj, da smo dobili 161 glasov, kot sem že povedal. In tudi danes boste rabili opozicijo marsikdaj. In jaz sem bil po stran vesel, ko je Golobova vlada oziroma poslanci pljuvali po opoziciji. Se rekel, zdaj se bodo vendar naučili. Lahko diplomatsko rečete, lahko se diplomacija je v politiki zelo pomembna, kako rečeš in kako ne. Mene je naučil, najbrž se nekateri še spomnite, gospod Janez Lukač, bil je komunist, bil je partizan, ampak dober. Ko on je bil podpredsednik zbora občin, mesto se mu jaz odstopil takrat in je rekel, veš, dober politik boš takrat, ko boš nasprotnike pridobil, da bodo za tebe glasovali. Ne, da bo to. Ne mislim, da je enako, ne smemo enako misliti, ampak vendar, da bodo podprli to. In tik pred zdajci, marca meseca je bila tam, ki je bil deljeno, danes je to skupaj na CK-ju, v vhodu, kjer sem imel pisarno gor na vrh, črne bukve so bile enake, zvezek, in tam je Mirovni inštitut dal zvezek, da moramo vsi poslanci podpisati, in tudi z ulice so prišli podpisati, da če pride JLA na ulice, se ne bomo branili. Bomo obesili bele zastave in tako naprej. Seveda, enkrat pride me vratar hoče prisiliti, ko ni govora. No, ampak to prepustimo. Potem pri zelenih pa moram reči pa, Dušan Plut nas sklical, je bilo nas 18 poslancev in je rekel, veste, če pride JLA na ulice, mi se ne smemo opirati, mi smo Mirovni inštitut in tako naprej. In je nam rekel, bele zastave ali pa rjuhe, karkoli se. Jaz sem si mislil, ti kar misli, jaz pa ne po svoje. In sem napisal nek članek, tak mehen pasus, da se temu uprl in tako naprej. Pa ponujam, da bi še kdo podpisal. Nihče od kolegov poslancev ni hotel podpisati, vsi so me smejali, pa norca delali. Drug dan je bila ta pasus v delu na drugi strani objavljen. A mislite, da so me hvalili, noben me ni hvalil. Ampak potem, ki je bilo pa tega konc, so pa rekli, kaj me nisi rekel, kaj jaz naredil, jaz sem te prosil, da podpiš. Tako je bilo, hočem povedati to, in tistega zvezka ne dobim, ker ne pišem neke spomine in bi rad izveg dobil v skupščini. Pa gleda, da jih ni, ali je gospod Zagožen, ki je bil predsednik tam kluba, našega poslanskega kluba, ali kam je šlo. Veliko stvari je res zginilo, ampak spomini so pa ostali. In želim, da te spomine ohranjate tudi vi, poslanci, ki ste sedaj v skupščini, in da delate tako, kot smo delali. Bodite trdni, neomajni, ampak pametni in lepo, demokratično. Imamo vse možnosti, imamo zakonodajo, je treba včasih kaj prebrati, kaj videti, kaj je, tudi ustavek svojo napisali in po tej poti naprej. Opozicija dela svoje in opozicija vedno želi dela svoje. Moramo pa, ker nimamo večine, vedeti, da jo bomo tudi rabili. In zato
želim, da bi ta Slovenija ostala in da bi še naprej delali tako, kot smo delali. Je pa tako, kot je bilo rečeno, jaz sem dolga leta delal, kot je bilo že rečeno, na svetovnem kongresu in ne bom nikoli pozabil, ko mi je eden od starejših, ki je že pokojni iz Argentine, na kongresu je nam predaval in je rekel, da je bila vera osnova, da so ostali. Moram reči, da sem bil dvom. To je bilo takrat 95 leta, sem mislil, to pa ni res, ne. Danes pa vidim, da je to res. Res je to. Vera in vse skupaj. Ker, da povem še eno drugo anekdoto, Milico Bohinc sem dobro poznal in enkrat tudi sem na njenem predavanju in ko je predavala zgodovino, je ona pisala o Primorska, ki je bila Primorka, tako kot jaz. In sem jo vprašal, sem rekel, poslušajte, zakaj pa ni napisano nič o tega, ni ona pisala o tigrovci in tega. In je rekla, veš, ko sem pisala za mizo, tipkala, na drugi strani je bil nekdo, to so bili otroci, ki je imel pištolo na mizi. Vsak listek, ki sem ga potipkala, si morala dati v pregled. Je rekla, zato bo moral nekdo na novo napisati zgodovino oziroma jo prvič opisati, kaj so župniki, kaj je cerkev naredila za osamosvojitev Slovenije oziroma za takrat v drugi svetovni vojni. Ni res, kar govorijo. Seveda so pa vse te ljudi spravili pod zemljo, da ne bi kaj resnice povedal. Moj oče kot tigrovec mi je veliko povedal in se je vrnil živ in zdrav iz Italije oziroma iz Marseja, iz Francije, 28. oktobra leta 1945, prej jih niso pustili. Ker so rekli nikar, ker tam tigrovci padajo. In ne dovolimo, da bi danes tudi še kdo izzval in da bi nas potlačil. Vera je tista, ki bo nas osvobodila, tako kot je. Jaz vedno trdim, da je bil čudež, res božji čudež, da so premolili mnogi, da je Slovenija postala samostojna. Kritični časi so bili zelo kritični. Da je temu tako, pa kdor ima možnost, da je pogleda, pa da je prešteje, koliko je bilo na plebiscitu za in koliko proti in koliko jih je ostalo doma. Seštejte, pa boste dobili nekaj čez 160 000 ljudi, da ne rečete njihovih potomcev, ki niso bili za osamosvojitev. In to nas danes tepe. Hvala, srečno Slovenija, Bog je blagoslovi. Da ste se odzvali našemu povabilu in z nami delili vaše misli. Bila je vojna in čeprav draga Zvone in Miro nista umrla v neposrednem vojaškem spopadu, sta v naših srcih zapisana kot heroja, saj nista oklevala takrat, ko ju je domovina potrebovala. Težko je opisati čustva vojaka, ki odhaja od doma v boj za domovino, saj ne ve, kakšna usoda ga čaka. Takrat samo Bog ve za njegovo stisko. Simon Gregorčič je to stisko poskušal opisati v pesmi Oj z Bogom domovinski svet. Jakob Aljaš je kasneje pesem uglasbil, danes pa nam jo bo zapel obrtniški mešani pevski zbor Notranjska s solistko Petro Oblak. Prisluhnimo. Na
tako, dragi obiskovalci, na vrsti je še zadnje dejanje današnje slovesnosti. Podpredsednik Združenja VSO Franci Feltrin in predsednik občinskega odbora VSO Logatec Jože Leskovec bosta položila venec pri spomeniku padlima Antonu in Miroslavu. Zato prosim, da se delegacija, praporščaki veteranskih društev in svojci umrlih pripravijo in se v sprevodu odpravijo do spominskega znamenja. Pri odhodu iz prizorišča jih bo spremljala trobilna zasedba. Ostale obiskovalce pa prosim, da v tišini počakate do konca polaganja venca. Pohodnim korakom naprej.